Kaj so galgi? Ja, galgo je v Španiji španski hrt, v Španiji jih večinoma uporabljajo za lov na zajce. Španskega hrta najdemo praktično povsod, je pa nažalost samo delovno orodje v rokah teh ljudi, lovcev, Romov, nikoli ni to družinski ljubljenček. Nažalost je njihova usoda res žalostna, to pa zato, ker še do danes nimajo statusa živega bitja, ne glede na to, da se ogromno trudimo, mi kot organizacije, da se obravnava vse skupaj tudi v parlamentu, je to tisti del, kjer imajo lovci še vedno dokaj svobodne roke in lahko z njimi počnejo karkoli želijo. Kaznovanih je za njihovo početje zelo malo, ne glede na to, da jih mečejo v jarke, da jim režejo čipe, jih mečejo na ceste in podobne stvari. Gre za množično pobijanje sploh ob koncu lovske sezone, se pravi od 1. februarja dalje pa nekje do marca. Takrat se v Španiji pobije nekje 50 000 psov. Zagovarjajo z obrednimi običaji, ampak je zgodba bistveno drugačna. V bistvu hrte sem spoznala preko kolegice, ker ima 2 vipeta. Pol pa, ko sem jaz videla za te galgote, kakšna je njihova usoda, pa tako sem pa v bistvu se tako v njih zaljubljena, ker mi je bolj za reševanje kužkov, pa to je res odlična pasma, karakterno. No. Moja zgodba je v bistvu, jaz sem že kar nekaj časa hotela kužeta posvojiti, pol sem pa njo videla, ker so jo pripeljali iz Španije, imela leglo 5 mladičkov in so najprej tiste mladičke oddajali, sem njo pač zaljubila, pa sva se s partnerjem pol odločila, šla sva jo pogledati in tako, ko sva jo videla, sva rekla, ja, to je to. Hrt je le dokaj specifična pasma, ni primerna za vsakega, sprejeti je treba, da je to lovski pes, ki lovi z vidom, da dejansko je v naravi težko spuščen, da je treba uporabljati povodec, da je treba delno poskrbeti za varnost, da nekateri psi so plašni, nekateri psi ne poznajo cest, ne poznajo drugih ljudi. Ni bilo nobenega problema, pač ja, na začetku mičkan plašna, pa tako kot vsi hrti, ki prihajajo z takih razmer, ampak se je hitro pač navadila, moram reči, da po enem letu, da je pa res, lahko rečem, da je pa res čist najina postala. Pač mi sicer z njo nismo šli v šolo, ker sem jaz že prej imela psa, pa sem v bistvu preko tega. Drugače pa so, zdaj je pa odvisno, no. V bistvu je itak priporočljivo, da grejo, zaradi tega, ker v bistvu to šola je tudi za lastnika, no, konec koncev. Caramelo je andaluzijski podenko, najden je bil v Španiji kot mladič in pripeljan v Slovenijo. Zdaj točne zgodovine njegove ne poznamo, a je bil pri lovcu, kar je najbolj verjetno, glede na to, da je to usoda ali pa zgodovina pač vseh španskih psov, večine recimo. Podenko je že za razliko od galga po karakterju drugačen pes, že po zgradbi drugačen pes. To je pes, ki je veliko bolj razmišlja, karakterno je močnejši. In zaradi tega v bistvu rab veliko več tega psihičnega, recimo mentalnega dela, veliko več kot galgo, no. Tako da zato si želimo aktivnega človeka, no. Caramelo je zdaj v začasnem domu v Sloveniji in išče v bistvu nekega lastnika, ki bi zanj skrbel, to je le mlad kuža. Jaz mislim, da je on 3-4 leta, zdaj le star, mislim, da je 3. Tako da je pred njim še recimo temu praktično celo življenje, ne. In si res želimo za nekega aktivnega človeka, ki mu ni tuje gibanje v naravi, ki mu ni tuje mogoče kakšno aktivno recimo ali agility, ali tek z njemu, ali ne vem, igranje z žogcami, pač karkoli se pa sam počne, da ne leži doma na kavču. Kaj mora človek, če bi želel posvojiti galga, kaj naj naredi? V prvi vrsti je fino, da se pogovori s kakšnim članom naše ekipe. Ti hrta posvojiš lahko v enem dnevu, gre pa potem za čakanje, se pravi za sam transport. Tukaj je pa lahko odvisno spet, v katerem času se odločaš. Včasih je to stvar enega tedna, včasih pa treba tudi 2 meseca počakati, da tvoj hrt pač v Slovenijo pride.